Aprila 6. aprila 1941 Nemčija napade Jugoslavijo. Kako ste vi to kot tedaj skoraj 14-letni fant doživeli prihod nemške vojske? Ste se srečali z nemškimi vojaki ali pa samo z Madžari 10 dni kasneje? Marsikaj sem, ker takrat sem bil 14-15 let, marsikaj sem preživel, oziroma ker oče je bil 41. mobiliziran v staro jugoslovensko vojsko v Dobrovniku. Njegov samo toliko, da oni, kada so 6. oktobra Nemci prekoračili granico oziroma prišli, on kot jugoslovenski vojak bil v Dobrovniku, tam pa so imeli enega iz Dobrovnika, Orbana, mislim, čestnega starešino. In kada so prišli, mislim, prvo so prišli Nemci, so začeli kreniti iz Dobrovnika prema Turnišču, in kada so prišli do Ledavce potoke, je rekel, za nas je vojna končana, vsak nek ide domov. In te ljudi, to ena četa ali koliko je bila, razturila, pa je vsak šel puškom domov. Tak je moj oče isto prišel domov sa puškom. Ta puška je predal takrat, v vasi so organizirali straže, da ne bi kraje in ne vem takšne, in to puško on je predal, mislim, te komisiji. Sobirovači, 10. aprila, 11. aprila Madžari začnejo osvajati Bačko pa Baranjo. V Prekmurje pa pridejo malo kasneje 16. aprila. Vendar vemo iz pripovedovanj ljudi, da se je kar mnogo vaščanov iz teh obmejnih krajev odšlo na Madžarsko, so šli v Lenti in so tam prosili tamkajšnje uradnike madžarske, naj madžarska vojska zasede te kraje v Prekmurju. Veste mogoče kaj o tem, kako so se tudi v Genterovci organizirali ljudi, ali kako je bilo, če se tega spominjate? Poglejte, jaz sem bil takrat, kada so Nemci prišli, to biciklom prišel do Mure, tako da kada so nemški vojaki prešli preko Mure, so potegli vrvi prek, in da v čolnikah so sedli s tim sebe pomagali potegniti, in na drugi strani je kar precej mogoče par sto ljudi Međimurcev čakalo veseljem, ker puška oziroma streljanje sploh ni bilo. Tak so šli nemški vojaki v Međimurje. V Genterovci pa isti dan 6. so prišli, in takrat so že ona vaša straža je bila zunaj, oni so imeli puške, ono kaj so očetje prinesli iz Dobrovnika, in tam Nemci so vprašali, kaj je to, pa eden je znal toliko Nemči, da je povedal, da je to vaška straža, da ne bi ne vem kak bilo, in tak je bilo rešeno, tak da nikogo mu nič niso zaprli pa odpeljali. To so bili Nemci. Madžari pa sem bil v Dobrovniku, ker jaz sem bil v Dobrovniku vajenec, ključavničarski, in tam sem videl, kak so ga počakali. Dragi moji, to je tak 100% istina, saj eni so še živi. Oni, kada so in bataljon, kada je iz Kobilja, iz gozda so prišli van, so prišli v vojni opremi, bajonete na orožju in na obeh strani zaščiteni, so prišli, in v Dobrovniku pa je bil ena tak slavnična, mislim, oder napravljen, in zvoni so zvonili, od kada so iz gozda prišli van, dok niso prišli do cerkve. Tam je en stotnik madžarski, pa je zdravnik bil, pa stotnik, je tak jokal, da ni znal govoriti, težko je govoril, in kada je ono pesmo, pa ne vem kaj še bilo, in tam je dal komando, da je bajoneto mislim, kutijo oziroma nazaj, in normalno niso več vojno
mislim, pohod napravili, nego samo na cesti redno so šli iz Murske in ta bataljon je šel v Mursko iz Dobrovnika. Po onem za mogoče 5-6 dni ali koliko kasnije pa so prišli mađarski žandari. Oni pa so prišli iz Letenja najprej Lendovo in to takrat organizirali oni vaši genterovci, Radmožanci pa. In v Mostju so njih dočakali. Je bilo 10-12 mogoče te žandarje. In poglejte, kak je usoda. Počno so stali tam, to odgovornost izjavim, točno so stali pred hišo, kaj je bil v stari Jugoslaviji načelnik 5 občine. In so šli notra, da ga uhapsi oziroma da odpeljejo. In na srečo ni bil doma, tako da je človek ostal doma in tam so mojega očeta izvolili za predsednika 5 občin. To so tole parto ljudi je bilo tam in ker je neko rekel, da je biro ime imel, da je biro, pa mađarski biro je isto občinski župan, so rekli, in tak je moj oče postal župan 5 občin. In ono 4 leta, da smo bili, mislim, pri mađarski okupaciji, je oče bil župan. Samo to moram še zdaj, da očeta zaključim, on je do 15. oktobra 1944 bil župan, dok je bil Hortijova država. 1. oktobra pa Hortijova država kapitulirala in prevzela je Nyilaspart. Tako da so takrat priključili mađarski, mislim, Nemčiji oziroma podredili, priključite, kapitulirala mađarska vlada in je postala ta Nyilas, ker to je ena partija bila, nemška, mislim, po nemškem sistemu in on je prevzel oblast. Tako da od 1. oktobra več občinska uprava, pa oče ko predsednik te 5 občin, ni imel več nič nego onega, koji so v Nyilaši izvolili partijskega sekretarja, on je vodio, mislim, pa onaj odbor, ono vojno stanje od 1. oktobra 1944.